Zdravo. Iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Minister za finance Franc Frižanič je predstavil delovanje ministrstva v zadnjem letu in s tem povezano ukvarjanje z gospodarsko krizo. Kot se za sposobno vlado spodobi, so se na ministrstvu začeli s krizo ukvarjati še preden je bilo sploh sestavljeno. Kot veste, smo se mi lotili še preden smo sploh prišli v pisarno. Jaz sem predstavljal 2 zakona o garancijah države za vloge fizičnih oseb in malih podjetnikov v poslovne banke in o garancijah države za nastop bank, ki delajo v Sloveniji na medbančnem trgu. Še preden sem bil sploh izvoljen za ministra. Kot poslanec sem te 2 zakona procesiral in sta prešla prvič v slovenski zgodovini parlamentarno proceduro po pospešenem postopku, še preden je bila imenovana nova vlada. Kot je še povedal proceduralni pospeševalni procesor, danes vse teče kot mora, le še banke se morajo na vse navaditi. Vse sheme sedaj tečejo počasneje, kot smo pričakovali. Banke se jim morajo še privaditi. Obvladovanje tveganja je seveda njihova imanentna vloga. Tam, kjer pa so tveganja prevelika, je treba iti z nepovratnimi sredstvi in tudi tu smo zagotovili celo vrsto aktivnosti. Osnovna je brez dvoma rebalans proračuna in začetek vodenja ekspanzivne fiskalne politike, podobno kot ostale države. Mi smo morali pristopiti, oziroma smo pristopili k evropskemu planu obnove gospodarske rasti, sprejeti je bil decembra lani na Evropskem svetu. Je pa procesor Frižanič malce zadržan, kar se tiče napovedi krčanja uslužbencev v javnem sektorju, na kateri vztraja premier Pahor. To je bilo mišljeno bolj kot mobilizacijski stavek, ne kot napoved nekega radikalnega krčenja, kot mobilizacijski stavek, da je pač treba ukrepati tudi na tem področju. Ukrepa se običajno tako, da se omejuje novo zaposlovanje. Tu je potem problem odnosa z mlado generacijo, ki že dodatno omejiš možnost plasiranja na trg dela. Zdaj treba vprašati najprej, kam štejemo vojake, pa to novo zaposlovanje profesionalnih vojakov in potem, kam štejemo ves javni sektor, ki pobere približno 30% svojimi plačami, približno 30% proračuna. In kako v ta kontekst vzeti zahteve po zelo visokih plačah, ki so prišle v absolutno najbolj neugodne razmere. Društvo Beli obroč je odprlo prvo prijazno sobo v Ljubljani, ki se bo uporabljala za zasliševanje otrok, ki so žrtve kaznivih dejanj. Kot je poudarila predsednica društva Vlasta Nussdorfer, je najpomembnejše to, da otroka zaslišimo čim prej, ter da teh zasliševanj ne ponavljamo. Z odprtjem prijazne sobe za zaslišanje otrok, ki so žrtve kaznivih dejanj nasilja v družini, smo pravzaprav pridobili možnost, da lahko otroka ob strokovnjaku zaslišimo tako, da bo to zaslišanje posneto in bo CD služil kot dokaz, torej z vodnim žigom na sodišču. Pomembno je, da se ga ne izpostavlja zaslišanju večkrat. Takrat, ko se dejanje odkrije, se ugotovi, ali je sum za to dejanje, torej se otroka zasliši, kasneje seveda lahko tudi ni kazenskega postopka. Otrok izpove, ni dovolj dokazov za storjeno dejanje ali pa so in se postopek nadaljuje. Pomembno je torej, da je ta otrok zaslišan čim bliže dogodku, ko se ga še spomni, ko je nekako še živ v njem, ker kasneje ga lahko predela, ima pomoč strokovnjakov in na nek način bomo rekli, ne pozabi nikoli, vendar se umakne ta dogodek. In z novimi zaslišanji ga travmatično podoživlja in to naj ne vpliva dobro. In zato se mi zdi zelo pomembno, da je enkratno zaslišanje samo. O klimakteriju klimatskih sprememb, komentar dneva, Rado Pezdir. Zadnje dni imamo priložnosti spremljati nov roadshow ljubiteljev apokalips in prorokov groze. Podnebna konferenca, ki te dni poteka v Kopenhagnu, je namreč odlična priložnost za vse klaftrače, da javno obnovijo svoje poznavanje izjemnih znanstvenih virov, kot so denimo Al Gore, Michael Moore ali pa kar film Zeitgeist. Pustimo ob strani nekaj zanimivih dilem, ki jih odpira znanost na področju raziskovanja globalnega segrevanja.
To za slovenske prvake zaskrbljenosti namreč ni tako relevantno kot kakšna izjava kakšne podnebne mesije. Bolj kot to je zabavno papagajsko ponavljanje o koncu sveta zaradi kapitalističnega sistema. Ne samo, da je kapitalizem uničil vse moralne vrednote sveta, uničil bo še svet. Še več, temeljni gradnik kapitalizma in ekonomske znanosti naj bi bilo uničenje narave. Razumem, da v Vukojebini vsi nekako spregledajo Nobelove nagrade iz ekonomije, ki se ukvarjajo s čim takim, kot so transakcijski stroški in razpolaganje z omejenimi viri. So navsezadnje vsi profeti groze dobro vedo, da je Nobelova nagrada dejansko sponzorirana strani svetovnega velekapitala. Zanimivo je, da celotno uboštvo samozvane slovenske inteligence ne premore niti toliko razgledanosti, da bi iz učbenika za prvi letnik ekonomije prebralo, kaj so to pozitivne in negativne eksternalije, kaj so mejni zunanji stroški in družbeno zaželen proizvod. Šokantna resnica je torej drugje, v vrhunskem blebetanju profetov groze. Saj če je kak koncept v ekonomiji zelo dobro znan in analitično obdelan, potem je med drugim to zagotovo analiza eksternalij. Za neuproučene, ekonomska analiza stroškov onesnaževanja in ukrepov ekonomske politike za preprečevanje negativnih eksternalij, ki iz tega izhajajo. Podobno kot marsikdo zaradi lastne ignorance ihtavo trdi, da se morala in kapitalizem izključujeta, zdaj tudi trdi, da se izključujeta skrb za okolje in kapitalizem, oziroma da je jedro kapitalizma neomejevano onesnaževanje. Pri tem se spregleda bistvo. To se ne dogaja zaradi logike kapitala ali zahtev sodobne ekonomske znanosti, ampak zaradi ignorance javnosti in posledične agende politike. Torej, če je kdo zares kriv za negativne eksternalije, potem so to ravno ignorantski profeti groze, ki s svojim nepoznavanjem in preusmeritvijo debate v napačno smer nudijo alibi interesnim skupinam. Slovenija, 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 kulturac. Demolition Group se spet počasi vračajo na sceno. Tokrat so igrali na Metelkovi, kjer so tudi predstavili 2 nova komada. Vzdušje na odru in pod njim je bilo dobro. Frontman Goran Šalamon pa je povedal, kaj načrtujejo za prihodnost. Tisto, kar nas drži skupaj, pa kar nam zdaj daje voljo do dela, je to pač, da delamo novo muziko. In nimamo pa nobenega takega, nekega hudega cilja, da bi glih morali posneti album, pa ne vem, v roku tem, v roku une, v roku tretje, ampak enostavno delamo novo muziko, špilamo, ampak kako zdaj stvari izgledajo, vse kaže na to, da nekje do drugo leta bomo imeli materijala komot, da sestavimo nov album, bomo pa videli, ali bomo dali album ven ali ne bomo. Vrata je odprla že 6. animateka, ki je letos nekoliko finsko obarvana. Poleg finskega programa, v katerem najdemo fokus na Finsko, je s Finske letos tudi rezidenčni umetnik finski Mati Hagelberg, ki je poskrbel za finsko grafično podobo animateke. In prav z njim smo se včeraj na odprtju razstave v Kinodvoru tudi fino pogovarjali. The thing is, I'm very ill-educated on animation. And this is actually the case of many comic artists, that they don't actually follow animations. Some people do, but I'm not sure how much the animators follow comics. But of the pieces, I don't know all the pieces, but the one that caught my eye was my old childhood favorite, Kössi Kenguru. Okay. It's under the title Locomotive, and I used to really love this animation when I was 6 or 5 or something like that. So maybe that would be my recommendation. Še vreme? Kot bi rekel naš proceduralni pospeševalni procesor, danes se teče kot mora, le še na vreme se moramo navaditi. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti. Pa lep dan še naprej.